Lep pozdrav, sem Mihajl, moderator projekta Zdravje. Predstavil vam bom izobraževalni in terapevtski projekt Samopomoč. Prepogosto se dogaja, da procesi terapiranja niso zadosti učinkoviti in je učinek blaženje simptomov in posledic bolezni, ne odprava vzrokov. Vkolikor v terapiranju ni prisotna samoiniciativnost, rezultat ni zdravje, ampak zdravljenje, torej dolgotrajen proces, ki se pod pogoji vleče do smrti. Samoiniciativnost je torej temelj za ozdravitev. V projektu Samopomoč bom analiziral in pojasnil, kaj v praksi pomeni nauk pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Prvo poglavje projekta Samopomoč se imenuje Nauk. Za boljše razumevanje smisla in učinka nauka Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, sem najprej obiskal katedralo. Preden sem se problema lotil, sem se pozanimal, kakšne izkušnje v tem kontekstu ima Jezus. Spoštovana gospa Sveta Marija, lep pozdrav. Spoštovani gospod Mihajl, lep pozdrav. Kaj te je prineslo sem? Iščem Jezusa. Jezusa tukaj ni. Pridi ga na gori. Hvala, ga bom obiskal tam. Nasvidenje in lep pozdrav. Prosim, nasvidenje in lep pozdrav. Podal sem se na goro. Spoštovani Jezus, lep pozdrav. Spoštovani Mihajl, lep pozdrav. Jezus, prosim pojasni, kakšne izkušnje imaš s podajanjem nauka, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Premnogo ljudi je mnenja, da jim bo Bog pomagal brezpogojno in da bodo zanje delali ostali. Torej je osnovna težava že v tem, da obstoj Boga in njegovo delovanje pojmujejo zmotno. Tako je. Dogaja se tudi, da se Božje zapovedi in nauke nauče, upoštevajo pa jih ne, ker dvomijo v obstoj Boga in v smiselnost. Vzrok za dvom v obstoj Boga je tudi zloraba tega izraza strani nekaterih verskih predstavnikov in predstavnic.
Tako je. Zato je smiselno, da pomeni in učinke tega nauka pokažeš teoretično in praktično. Bom. Opozoril pa bom tudi na nekaj neustreznih religioznih praks. Dodal bom. Pomagaj si sam ne pomeni biti asocialen ali samotarski, ampak da svoje naloge opravljaš ti, nekdo drug. Razumljivo, kajti človek je socialno bitje, ki družbo tvori aktivno. Jezus, hvala in lep pozdrav. Mihael, prosim in lep pozdrav. Drugo poglavje projekta Samopomoč se imenuje Bog. Vkolikor sem želel doumeti nauk Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, sem moral doumeti, kdo ali kaj Bog je. Definiciji termina Bog, ki sem jo poiskal, se glasita: Bog v enoboštvu, nadnaravno bitje, ki je ustvarilo svet in ki posega v njegov razvoj. Bog v mnogoboštvu, vsako od človeku nadrejenih bitij. Ker mi zgolj teorija ni zadostovala, sem se odpravil v nebesa, da Boga spoznam osebno. Spoštovani Bog, lep pozdrav, sem Mihael. Želim te spoznati. Spoštovani Mihael, lep pozdrav, sem Bog. Ker Bog vse vidim in vse vem, vem, kdo si in kaj si. Želim doumeti nauk Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Kdo sem jaz, vem. Želim vedeti tudi, kdo si ti, ki mi boš pogojno pomagal. To so plemeniti nagibi, zato se dogovoriva takole. Spoznal me boš tako, da se podaš v svet in spoznavaš zablode, nastale zaradi zmotnih in zlobnih interpretacij pojma Bog. Če boš svojo nalogo opravljal vestno, ti bom pomagal sproti. Ko boš učno pot zaključil, se vrni v nebesa in prikazal se ti bom. Spoštovani Bog, hvala in lep pozdrav. Spoštovani Mihael, prosim in lep pozdrav. Tretje poglavje projekta Samopomoč se imenuje Vera. Izraz Bog je neposredno povezan z izrazom vera. Zato sem preveril, kaj vera pomeni v teoriji.
Prva definicija. Zavest o obstoju Boga, nadnaravnih sil. Druga definicija. Sistem naukov, norm, vrednot in dejanj, obredov, v katerih se kaže zavest o obstoju Boga, nadnaravnih sil. Tretja definicija. Prepričanost o obstoju, resničnosti tega, kar vsebujejo nauki o Bogu, nadnaravnem. Četrta definicija. S tradicijo prenašano mnenje o obstoju česa skrivnostnega, skrivnostni moči česa. Peta definicija. Ekspresivno. Prepričanost o obstoju, možnosti nastopa, uresničitve zlasti česa zaželenega. Ko sem osvojil teorijo, sem šel v cerkev, kjer sem srečal Angelino. Angelina, lep pozdrav. Mihael, lep pozdrav. Zanima me, kakšne izkušnje imaš s praktičnimi vidiki verovanja. Praktični vidiki verovanja so prepogosto obremenjeni z irealnostjo. Kaj natančno to pomeni? To pomeni, da ljudje nekritično verujejo v nekaj, kar ne obstaja, in ob tem pozabljajo nase in realnost. Da, premik k irealnosti pomeni odmik od realnosti. Odmik od realnosti pa pomeni odmik od lastnega jaza in nauka, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Angelina, hvala in lep pozdrav. Mihael, prosim in lep pozdrav. Četrto poglavje projekta Samopomoč se imenuje Realnost. Izguba lastnega jaza je v tesni povezavi z odmikom od realnosti. Proučil sem, kaj termin realnost pomeni v teoriji. Realnost. Prva definicija. Resničnost, stvarnost. Druga definicija. Lastnost, značilnost realnega. Realnost torej obstaja takrat, kadar je zadoščeno zakonom narave in resnici. Ko sem dojel teoretično definicijo, sem se odpravil do Jezusa in preveril, kakšne izkušnje z realnostjo ima v teološki in religiozni praksi. Odmiki od realnosti v povezavi z menoj so prepogosti. Pridi z menoj na pokopališče, ti bom nekaj pokazal. Mnogo se govori o vstajenju iz groba. To je odmik od realnosti, ker se truplo iz groba ne more vstati, vkolikor ni bilo pokopano kot živo telo in mu kdo ne pomaga od zunaj. Seveda, iz groba se možno vstati le v prenesenem pomenu. Ko je človek mrtev, je mrtev. Pojdiva do jezera.
Premnogo se govori o hoji po vodi. To je odmik od realnosti, ker človek po vodni površini brez trde podlage ne more hoditi. Seveda, po vodi je možno hoditi le takrat, ko spremeni agregatno stanje in postane led. Voda kot tekočina ni površina, po kateri bi bilo možno hoditi brez dodatne trde podlage. Ko religija vsebuje nerealnosti in irealnosti, svoje zvesto versko telo vodi v odmik od realnosti in s tem v odmik od lastnega jaza. S tem posledično od ustreznega dojemanja in realizacije nauka pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Jezus, hvala za pomoč in lep pozdrav. Mihael, prosim in lep pozdrav. Peto poglavje projekta Samopomoč se imenuje Spočetje. Doslej sem ugotovil, da je za ustrezno dojemanje pojma Bog treba bivati v realnosti in sporočati resnico. Premnogo nejasnosti obstaja v povezavi s tako imenovanim brezmadežnim spočetjem in nastankom ter rojstvom Jezusa. Zato sem se odpravil v katedralo, kjer sem obiskal Sveto Marijo. Spoštovana gospa Sveta Marija, lep pozdrav. Spoštovani gospod Mihael, lep pozdrav. Nahajam se v procesu analiziranja zablod religij in pot me je pripeljala k vam. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede brezmadežnega spočetja in nastanka ter rojstva Jezusa. Mihael, veš, da sem imenovana tudi brezmadežna. S tem se ne strinjam, ker se ne strinjam z zablodo o izvirnem grehu. Ne morem biti le jaz brezmadežna, vse ostale pa že ob rojstvu omadeževane. Seveda, vkolikor človek te navedbe upošteva, pride do sklepa, da so vsi ljudje grešniki že ob rojstvu in da so rojeni zato, da pogojno trpijo pod okriljem irealne cerkve. Tako je, to je velika in nevarna zabloda. Prav tako je zabloda, da se je Jezus v meni utelešil brez logičnega biološkega postopka. To vsekakor ni v skladu z zakoni narave in resnico. Zato te dogme tretiram kot irealne in zdravju škodljive. Te dogme so nevarne tudi zato, ker ljudi karakterizirajo kot grešne in jih s tem postavljajo v podrejen položaj, kjer jih je pogojno možno ustrahovati. Ta neustrezna verska teorija in praksa pogojno daje veliko moč tistim, ki načrtujejo in izvajajo raznovrstne duševne in telesne zlorabe. Seveda, v interesu Boga je, da so ljudje zdravi in srečni, ne bolani in potlačeni. Kdor spoštuje realnega Boga, se s temi bolestnimi dogmami ne strinja in jih ne upošteva. Spoštovana gospa Sveta Marija, hvala za pomoč in lep pozdrav. Spoštovani gospod Mihael, prosim in lep pozdrav.
Šesto poglavje projekta Samopomoč se imenuje Grehi in napake. Zablode v povezavi s tako imenovanim izvirnim grehom so mi dale misliti in lotil sem se analize terminov greh in napaka. Preveril sem, kaj pomenita v teoriji. Greh, religiozno, kršitev Božje ali cerkvene zapovedi. Ekspresivno, prekršek, prestopek. Napaka, prva definicija. Kar ni v skladu z a. z določenim pravilom ali normo, b. z resničnostjo ali dejstvi, c. z zahtevanimi lastnostmi ali kakovostjo. Druga definicija. Navadno s prilastkom, slaba, nezaželena lastnost, značilnost koga, zlasti v moralnem oziru. Tretja definicija. Dejanje, ravnanje, ki ni v skladu z določenim ciljem, položajem. Četrta definicija, tehnično, razlika med dejansko, zaželeno in izmerjeno, dobljeno vrednostjo količine. Primerjava teoretičnih pomenov potrdi pogojno povezavo v dojemanju obeh terminov. Greh je nekaj, česar se naj ne bi počelo, napake so nekaj, česar se naj ne bi počelo. Na eni strani slišimo, Bog vse vidi, Bog vse ve, greh se delati ne sme. Na drugi strani slišimo, na napakah se učimo. Tako se učenje pogojno pretvori v grešenje in s tem v nekaterih cerkvenih ozirih v nesprejemljivo kaznivo početje. Tovrstna praksa ustvarja ponižnost in nekritičnost tudi do irealnih dogem. Napotil sem se do župnika in se pozanimal, kakšne izkušnje na tem področju je nabral. Spoštovani gospod župnik, lep pozdrav. Spoštovani gospod Mihajl, lep pozdrav. Zanima me, kakšne izkušnje imate z ljudmi, ki se zaradi strahu pred grešenjem izmikajo učenju. Tovrstni ljudje so nagnjeni k odmiku od realnosti in k izgubi lastnega jaza. Učenje je torej pomemben dejavnik v realiziranju nauka, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Da, kdor se nauči, živi v zablodah in realnega Boga ne dojema v celoti. Le kdor se uči, bo znal, le kdor bo znal, se bo samo spoznal. Spoštovani gospod župnik, hvala za pomoč in lep pozdrav. Spoštovani gospod Mihajl, prosim in lep pozdrav. Sedmo poglavje projekta Samopomoč se imenuje Božje zapovedi. Pomembno področje so tudi tako imenovane Božje zapovedi. Verne in verujoče bi naj odvračale od grehov. Navedel bom 10 zapovedi iz katehetskega obrazca katekizma. Prva zapoved. Veruj v enega Boga. Druga zapoved. Ne skruni Božjega imena. Tretja zapoved. Posvečuj Gospodov dan. Četrta zapoved. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo na zemlji dobro. Peta zapoved.
ne ubijaj. 6. zapoved, ne nečistuj. 7. zapoved, ne kradi. 8. zapoved, ne pričaj po krivem. 9. zapoved, ne želi si svojega bližnjega žene. 10. zapoved, ne želi svojega bližnjega blaga. Božje zapovedi resda vzpodbujajo zdravo etiko in moralo, toda ne zajemajo celostnega spektra bivanja. Izpostavil bom 3 bistvene pomanjkljivosti. Omenjajo zgolj Boga, boginje ne, torej diskriminirajo ženski spol. Ne omenjajo narave in pomembnosti spoštovanja narave. Ne omenjajo živali in rastlin ter pomembnosti spoštovanja živali in rastlin. Zato je tradicionalne Božje zapovedi treba ustrezno dopolniti in jih realizirati. Pojmovanje in dojemanje realnega Boga temelji na realnem dojemanju sveta. Zavedati se je treba, kdor dvomi v irealne dogme, ne greši. Osmo poglavje projekta Samopomoč se imenuje Nebesa in pekel. Trenutno v najbolj dominantni religiji velja pravilo: če boš pobožen, pobožna, boš šla v nebesa, če boš grešen, grešna, boš šla v pekel. To je zelo pomembno področje, zato sem se najprej pozanimal, kaj oba termina pomenita v teoriji. Nebesa. Prva definicija. V krščanstvu kraj, kjer prebivajo Bog in zveličani. Druga definicija, ekspresivno, velika sreča, ugodje, udobje. Tretja definicija, književno, navidezno usločena ploskev nad obzorjem nebo. Četrta definicija, ekspresivno, v prislovni rabi, v zvezi do nebes izraža, da se pojavlja kaj v zelo visoki stopnji v močni obliki. Peta definicija, v medmetni rabi, v zvezi sveta nebesa izraža a. nejevoljo, nestrpnost, b. začudenje, navdušenje. Pekel, prva definicija, v krščanstvu kraj, kjer trpijo pogubljeni in pogubljene. Druga definicija, ekspresivno, veliko trpljenje, bolečina, grozota. Torej lahko sklepam, da so nebesa povezana z dobrim, pekel s slabim. Ker je pomembna tudi praksa, sem se podal k vsevedu in se pozanimal, kako je ta pojma treba tolmačiti. Spoštovani gospod Vseved, lep pozdrav. Spoštovani gospod Mihajl, lep pozdrav. Prosim, pojasni, kaj v realnosti pomenita pojma nebesa in pekel.
Velika zabloda, ki jo upošteva premnogo ljudi, je mnenje, da sta nebesa in pekel dva nasprotujoča si pola. Fenomena si predstavljaj takole. Imaš izhodišče, ki je eno, tvoj odnos do izhodišča pa doda konotacijo, ki se imenuje bodisi nebesa, bodisi pekel. Primer si oglejva na modelu cerkve. Ko cerkev spoštuješ in častiš ustrezno, je simbol za nebesa. Ko nanje vržeš bombo in jo porušiš, postane simbol za pekel. Kakovost, ki poudarja zdravo in smiselno bivanje, simbolizira nebesa, kakovost, ki poudarja bolestno in bolano ter nesmiselno bivanje, simbolizira pekel. Konotacijo nebes ustvarja spoštovanje, konotacijo pekla ustvarja nespoštovanje. Zato si zapomni, da en fenomen lahko nosi obe konotaciji, odvisno od odnosa do fenomena. Pekel in nebesa nista dva nasprotujoča si tabora, ampak dve različni kvalitativni vrednosti enega fenomena. Ja, se zavedam, vekolikor imajo irealne dogme veljavo, je pojmovanje celotnega vesolja moteno, kajti sinonim za pekel je ogenj, dejansko pa je sonce, ki je nesporen vir življenjske energije, največji ogenj v naši galaksiji. Torej v realnem svetu velja, da je življenje nekaj peklenskega. Tako je, zato je na svetu tudi toliko gorja, ker človeštvo ustroja sveta ne dojame ustrezno in se v preveliki meri bori zoper življenje. Spoštovani gospod Vsevet, hvala za pomoč in lep pozdrav. Spoštovani gospod Mihael, prosim in lep pozdrav. Deveto poglavje projekta Samopomoč se imenuje Angel in hudič. Za komentiranje ljudi se pogosto uporabljata izraza angel in hudič. Angel simbolizira nebeško bitje, hudič peklensko. Povsem logično je, da se torej tudi v tem primeru med njima nahaja neposredna povezava. Pokazal bom, kako jo je možno ponazoriti doumljivo. Poglejmo primer z mojo podobo. Vekolikor gojim smiselno in neškodljivo filozofijo bivanja in jo tudi udejanjam, se generiram in regeneriram in s tem gradim in ohranjam stik z lastnim jazom in realnim pojmovanjem božanstva. Postanem zagovornik realnega in koristnega in izgledam kakor angel. Zavedati se moram, da vsak, ki nosi angelsko podobo, pogojno postane nosilec hudičeve podobe in tudi obratno. Vekolikor gojim nesmiselno in škodljivo filozofijo bivanja in jo tudi udejanjam, se pričnem degenerirati in s tem izgubljam stik z lastnim jazom in realnim pojmovanjem božanskega. Postanem zagovornik irealnega in škodljivega in izgledam kakor hudič. Podoba je torej odvisna od misli in dejanj.
Smiselne in koristne misli in dejanja ustvarjajo angelsko podobo, nesmiselne in nekoristne misli in dejanja ustvarjajo hudičevo podobo. Miselnost, da je hudič neko sovražno bitje iz nasprotnega tabora in da ga je treba ubiti, je neustrezna in vodi do nasilne agresije in vojn. Pomni, kar ni na ustreznem nivoju misli in dejanj, ni a priori obsojeno na eliminacijo in izbris. Človek je bitje, ki izvaja učne procese, in to dejstvo je v udejanjanju bivanja treba upoštevati. Dogme o nujnosti konflikta z in strahu pred hudičem so irealne. Smiseln in koristen nasvet. Pogosto je bolj modro reči, vede se kakor hudič in ne, on je hudič. Deseto poglavje projekta Samopomoč se imenuje Bog in boginja. Ker sem zastavljeno tematiko obdelal, sem se vrnil v nebesa. Bog me je nagovoril. Spoštovani gospod Mihael, hvala za sodelovanje, sedaj se ti bom prikazal. Spoštovani gospod Bog, saj izgledaš kakor jaz. Tako je. To je bistvo realnega dojemanja Boga. Za realno dojemanje Boga je treba verjeti vase, ne v fiktivne sile ali bitja. Ko pomagaš sebi, ti Bog pomaga, ker dokažeš, da se spoštuješ. Ko spoštuješ sebe, spoštuješ realnega Boga. Sedaj se tega zavedam povsem. Toda, obstaja še vsaj ena zelo očitna zabloda. Zanima me, čemu so našteti pojmi zapostavljeni. Boginja, sveta mater, sveta hči. Zapostavljanje teh pojmov pomeni diskriminacijo ženskega spola. Zmotna verovanja, ki temeljijo na čaščenju fiktivnih sil in bitij, ustvarjajo ter širijo diskriminacijo, povzročajo duhovno in materialno revščino. Zdrava religija deluje skladno z zakoni narave, širše izraženo vesolja. Ker religije ustvarja in udejanja človek, ki se pojavlja v dveh spolih, ženskem in moškem, je vsako religiozno udejstvovanje, kjer se katerega od spolov diskriminira ali celo izključuje, škodljivo in neobstojno. Doumem nauk, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Nauk je treba tudi dopolniti. Pomagaj si sama in boginja ti bo pomagala. V nekaterih kombinacijah pa je možno tudi takole: pomagaj si sam in boginja ti bo pomagala, pomagaj si sama in Bog ti bo pomagal. Ko pomagaš sebi, ti pomaga Bog, pogojno tudi boginja.
Nauk projekta Samopomoč se glasi: temelj samopomoči je ohranjanje in izgrajevanje lastnega jaza. Lastni jaz je odvisen od bivanja v realnosti. Intenzivnejši, ko je premik v irealnost, intenzivnejša je izguba lastnega jaza. Verovati v fikcijo je samo prevara. Verovanje je koristno in zdravo takrat, kadar temelji na upoštevanju zakonov narave, širše izraženo vesolja. Zdravo verovanje temelji na realnosti, resničnosti in resnici. Pričakovati pomoč od Boga, ki ne obstaja, je iluzija. Zato ne pričakuj, da ti bo kdo pomagal, če ne verjameš vase. Lep pozdrav v epilogu projekta Samopomoč. Vsi akterji in akterki smo se zbrali v katedrali. Zavzemamo se za to, da religije niso sistemi potlačevanja in uničevanja zdravega duha v zdravem telesu. Za kakovostno samopomoč je treba negovati ustrezno stopnjo humanosti. Opozoriti pa želimo tudi na naslednje. Pomagaj si sam ali sama ne pomeni asocialnosti ali izobčenosti iz družbe, ampak primarno samoiniciativnost. Sam, sama v tem kontekstu simbolizira samoiniciativnost. Pomagaj si sam ali sama pomeni, da bodi tisti ali tista, ki v svojih težavah kažeš najvišjo stopnjo samoiniciativnosti, torej interesa po odpravi težav. Toda pomni, več glav zna več. Zato je pomembno tudi vedeti, da močan ego ne pomeni nujno nagnjenosti k neustreznemu egocentrizmu, ampak stabilen, lasten jaz. Za pojma Bog in boginja pa je sedaj doumljivo, da nista fiktivni bitji irealnih religij. Nas videnje